Koga precenjujete in hkrati sebe podcenjujete? Aleksander tukaj. To coaching vprašanje je vprašanje za vse tiste, ki imate nekoga, ki je vaš idol, nekoga, ki ga opazujete od daleč, ki opazujete njegovo življenje, ko opazujete njegovo delo, opazujete njegovo ali pa njeno imetje, premoženje, ko opazujete dosežke, rezultate te osebe in to osebo dajete na pozicijo moči, avtoritete, to osebo dajete na pozicijo wow, kaj je temu uspelo, kaj je tej osebi uspelo. In obenem sebe podcenjujete. Vedno znova, ko to počnete, uporabljate neke kriterije. In ti kriteriji so izobrazba, finančno stanje, izgled, starost, dosežki, rezultati, neka sposobnost. In ko opazujete to osebo in primerjate sebe s to osebo, je to največkrat recept za biti nesrečen ali pa recept za občutek manj vrednosti. In zato vas vabim, da nehate to početi. Da ko oseba, ki jo opazujete, idealizirate, počne nekaj, kar je dobrega, to modelirajte. Rečite si, kaj se lahko od tega naučim, kaj se lahko iz tega naučim, kaj lahko tukaj ven poberem. In potem vedno znova se spomnite in si ponovite, da ste v tem trenutku točno tam, kjer morate biti v tem trenutku. In pika. In da zdaj, ko dobivate nova znanja, ko ste spoznali to osebo, ko je ta oseba v vaši bližini, boste lahko s tem znanjem ali pa tem modeliranjem ali pa s tem posnemanjem ali pa s tem učenjem od te osebe hitreje napredovali. Vendar nimate enake štartne pozicije. Morda je ta oseba, ki jo idealizirate, posnemate, začela bistveno prej, ko ste vi začeli. In sploh niti ne veste, kakšne začetke je imela. Nimate enak zemljevid sveta, enak pogled na svet. Tudi zaradi tega se ne morete primerjati. Tudi zaradi tega ne morete reči, da ste slabši ali pa boljši. Vedno znova primerjate sebe z vami v preteklosti. Če ste danes bolj pozitivni, danes veste več, če imate danes kompetence, sposobnosti, ki jih takrat niste imeli, potem ste na pravi poti. Potem ste na poti doseganja drugačnega razmišljanja. Ste na poti premikanja proti sanjam in ciljem. In to ne bo vaša tekma. Vedno znova tekmujte, kako lahko čim več trenutkov v določenem dnevu preživite v lepem čustvenem stanju. Tekmujte, kako lahko nekomu pričarate nekaj lepega, dobrega, pozitivnega. Tekmujte, kako lahko nekomu polepšate dan, kako lahko nekoga nasmejete. Tekmujte, kako ste lahko srečni za uspehe nekoga drugega. Kako ste lahko hvaležni za rezultate nekoga drugega. Nehajte idealizirati drugih. Zapomnite si, kdorkoli, in boste pogledali to osebo nekje, je začel v plenicah, je začel se učiti hoditi, je začel se učiti govoriti. In kdorkoli ima nekaj, kar si vi želite, se morate zavedati, da je ta oseba prehodila določeno pot in vi imate to priložnost, da isto naredite, pa podobno, na svoj način, ker tekmujete vedno in izključno sami s sabo. In tekma, ki jo želim, da jo tekmujete, je, kako ste danes še bolj srečni, kot ste bili včeraj. Kako znate danes še bolj lepo preživeti čarobne trenutke z ljudmi, ki jih imate radi. Kako lahko danes sebi in ljudem, ki jih imate radi, pričarate neki lep občutek, trenutek, misel, vedenje, sposobnost. Kako lahko pričarate sebi sedanjost in prihodnost, ki si v resnici želite. Ponavljam, točno tam ste, kjer rabite biti. In vse, kar potrebujete, da res te naprej že imate v sebi. Ne idealizirati, precenjevati drugih, ker so, tako kot ste vi ljudje, z nobenimi razlikami, kot to, kar vidite vi navzven. Navznoter smo vsi med sabo povezani, zato
In vsem želite srečo, vsem želite veliko izobilja, vsem želite zdravje in najboljše. Hkrati pa zaupajte, da se najlepši del življenja približuje vam in vam v tem trenutku in da ste tam, kar rabite biti. Tako da, upam, da je bilo to coaching vprašanje koristno. Če je bilo, klikajte na like, delite, komentirajte, všečkajte in komaj čakam, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanju. Hvala, ker